Darja Molan je za rakom dojk zbolela leta 2013, ko je bila stara 30 let. Letošnji oktober je njen 10. rožnati oktober od postavljene diagnoze. Najbolj me presenečajo številke, in sicer takrat, ko sem jaz zbolela, je za rakom na dojkah zbolelo okoli 1300 žensk, medtem ko je zdaj v letu 2019, kar so zadnji znani podatki iz registra za raka dojk, zbolelo že skoraj 1600 žensk. Ker se številke višajo, je preventiva izjemno pomembna. V Društvu za boj proti raku Posavja in Obsotelja izvajajo predavanja o sami bolezni in delavnice učenja samopregledovanja. In prav samopregledovanje bistveno pripomore k zgodnjemu odkrivanju raka, pojasnjuje predsednica društva in ginekologinja Alenka Krenčič-Zagode. Vsi vemo, da smo v tej hitrosti našega življenja vpeti v službo in pa ob dejavnosti, ob službi in da mogoče čas samim sebi ne posvečamo v primerni dolžini dneva ali pa meseca, recimo, ali pa tedna. No, in želimo jih nekako opolnomočiti, da bi imele zaupanje vase in da bi pristopile k samopregledu dojk in da bi si dojke tudi redno pregledovale. Seveda je pomembno pravilno samopregledovanje. Helena Žulič iz Zdravstvenega doma Krško prikaže postopek. Začnemo pod ključnico in nadaljujemo v smeri urinega kazalca. Tipamo z blazilnicami 3 prstov in sicer krožno. Krožno tipamo in gremo torej proti dojkah. Proti dojkah in pomembno je torej, da zajamemo popolnoma vse predele, torej celotne dojke. Pomembno je torej, da vsaka ženska zelo dobro potipa tudi vzdušne bezgavke, torej in išče morebitna odstopanja. Pozorna pa mora biti tudi na bradavice, tudi tle ne smemo pozabiti, torej pretipamo bradavice, pozorni smo na morebitni izcedek iz bradavice oziroma tudi na morebitno ugreznjenost bradavic. In kako prepoznamo morebitno nevarno spremembo? Bulica je bolj fiksirana, nekako bolj trdo ti pride pod roko in se pojavi mogoče v eni dojki, v enem arealu, ne pa simetrično še na drugi strani. Lahko je tudi prisoten kakšen izcedek, lahko je kri iz bradavice, lahko je vdrta koža, lahko je pomarančna koža, lahko je kot bi bilo vnetje, da je rdeča pri teh vnetnih rakih. Prav je, da si takrat potipa celotno dojko, po vseh arealih, ali si vzame 4 kvadrante, 2 kroga, da pogleda tudi nad ključnico, da pogleda pod pazdušno jamo. Med pomembne preventivne ukrepe spada tudi udeležba v presejalnem programu Dora. V Doro so vključene vse ženske, stare od 50 do 69 let. Z povabilom na vsake 2 leti, torej so vabljene v ta program z pomočjo mamografije, torej z slikanjem. Iščemo izredno majhne spremembe v dojkih, ki jih ženske z prostim prsti ne moramo še zatipati. Zato je ta prognoza ob odkritju, torej na mamografiji raka zelo, zelo dobra. V bistvu je interval na 2 leti zelo dolgi. Tudi če ti obiščeš ginekologa, je tvoj interval zelo dolgi, mogoče 1 leto, sicer je pa tudi na 3 leta. Zato si v tem vmesnem času si prepuščen sam sebi in dejansko moraš skrbeti za svoje zdravje sam. Moraš pa tudi nekaj vedeti o tem. V tem vmesnem času je pomembno, da svoje telo sam poznaš in da zaznaš prav čas neko spremembo. To niso samo bulice, to so lahko bilo kakšne spremembe in na koži, pod pazduho. Vse je treba biti pozoren, se pravi ne samo na bulice. Tako Europa Dona kot Društvo za boj proti raku in Zdravstveni dom Krško v tem mesecu pripravljajo različne aktivnosti, s katerimi obeležujejo rožnati oktober. V Sevnici je bil rožnati tek, kjer se jih je udeležilo več kot 100, sigurno. Moram zelo pohvaliti Osnovno šolo Karmel, Europo Dono, ki je organizirala vse to, in tudi naše društvo, ki je sodelovalo pri izvedbi tega. En takšen pomemben dogodek je bil 7. oktobra, ko smo organizirali rožnato pot, povezovali smo se skupaj z različnimi društvi, z Europo Dono, tako da smo še dodatno promovirali pomembnost in odzivnost v te naše preventivne presejalne programe. Če pogledamo kazalnike zdravja v naši občini, zdaj če izpostavim občino Krško, po odzivnosti torej v program Zora, Dora in Svit, bomo rekli kar vse 3 presejalne programe, lahko vidimo, da je naša občina statistično značilno slabša od ostalega povprečja Slovenije. Tako da želeli bi si večjo odzivnost,
kajti resnično te programi so dobri in rešujejo življenje. Rak dojk je v Sloveniji med ženskami najpogostejši rak, a za njim ne zbolevajo samo ženske, približno 1% obolelih predstavljajo moški. Tudi v razvitem svetu je tako. Ne obolevajo pa izključno samo ženske, obolevajo tudi moški v 1 do 2%. V letu 2019 je bilo celo 15 takih, pri moških je nasploh težava, ker te bolezni niti ne poznajo. Pri moških je nasplošno težava, ker tudi če opazijo kakšno spremembo, nekako se ne upajo iti pokazati, tako da jih spodbujamo, da bi tudi oni pazili na svoje zdravje. Ne govorimo tukaj samo o raku dojk, ampak na splošno, da tudi oni vsako spremembo grejo pokazati. Sporočilo za gledalke bi bilo pa naslednje: pazite na svoje zdravje, ker v bistvu je samo eno in je vaše in na koncu ne prizadene diagnoza le vas, ampak vse ljudi okoli vas.